Je kakšno vprašanje? Ja, izvoli. Ja, jaz bi najprej, tako da vidimo situacijo, zanima me prvič, a je Ministrstvo za delo že dalo kakšno gradivo za to strokovno skupino, ker jaz sem razumel, da je ta strokovna skupina ne bi bila tista pri ekonomsko-socialnem svetu, kjer ste socialni partneri. Pa me pa zanima še tudi tole, kar ste, Zorko, ko ste vi rekli, te strukturne razmere na trgu, da bi se pravili, kaj pravzaprav tele imate v mislih pri zakonu delovnem? Nekaj, jaz odgovarjam, nekaj pa kolega. Glejte, vlada je od sebe dala dokument, ki v popotnici, tako je bilo pospremljen, pravi, to ni vladni dokument. Ampak je dokument, kjer je izbir različnih pogledov, pač zaenkrat registriranih zlasti strani nekaterih sodnikov in profesorjev iz nekaterih fakultet in pa nekaterih delodajalcev, pri čemer tisti nekaterih nas pač žal ni zraven. Oni so se s tem zagotovili nek manevrski prostor, da ni moč reči, to je vladni predlog. Ampak mi imamo naslednjo izkušnjo, ki nas opozarja, da se okoli tega, ki dosti iluzij, ne delati. Pri pokojninski reformi so se prav tako obrnili na nas, sprva, pred letom in še nekaj, sindikate, socialne partnere. Dajte vi predloge, kakšne spremembe pokojninskega sistema hočete imeti. In smo dali, in smo to naredili. Ampak seveda vlada je krenila povsem drugo pot. Kajti, potem je logika ta, sindikati so zahtevali to, 20 delodajalci zahtevali drugo in potem je vlada tista, ki ima proste roke, da dela kar če v imenu, ker so pač na oblasti, dobili so mandat, morajo sprejemati odločitve, ne morajo si privoščiti blokado dialoga. Mislim, scenarij je naprej znan. Ampak se te stvari moramo presojati tudi glede na že izrečene besede izven tega konteksta. In delodajalci so že večkrat ponovili, je iluzija, da bi spremenili mnenje, žal jaz verjamem, da se motim in te točke, ki sem jih spostavil, to je železni repertoar nekaterih delodajalskih organizacij, ne vseh. In tudi vlada tukaj okoli bonitetne hiše in to, da bi zdaj začela podcenjevati, tudi to je iluzija, da bi se to zgodilo. Tako da to je realnost tega trenutka in s tem se pač moramo in bomo srečali. Še drugo? Ja, jaz sem dejal, da pričakujem, da bodo spremembe šle v smeri zmanjševanja segmentacije na trgu dela. Namreč mi imamo danes v praksi primere, ko določena skupina ljudi, recimo, ne uživa pravic, ki izhajajo iz kolektivnih pogodb. Mi imamo primere, recimo, ko so delavci člani sindikata, ki je podpisnik kolektivne pogodbe dejavnosti, vendar zaradi določil zakona o kolektivnih pogodbah, ki določa, da se veljavnost kolektivne pogodbe presoja zgolj in izključno glede na to, ali je delodajalec član podpisnika kolektivne pogodbe na strani delodajalca, torej za njih te pravice ne veljajo. In seveda pričakujemo, da bo zakon ali v delovnih razmerjih nakazal in posledično temu seveda tudi ostala zakonodaja, torej te anomalije, to segmentiranje, to neenakost zaposlenih tudi odpravilo. Imamo tudi primere, ko so agencijski delavci ali pa tuji delavci, to ste o tem že sami precej poročali, v bistveno slabšem položaju kot drugi delavci. Zakon pač to omogoča, oziroma drugače je pomanjkljiv in ne sankcionira. In seveda pričakujem, da se bodo to razlikovanje, ta segmentacija, torej z spremembami tudi zakona o delovnih razmerjih in pa tudi vse za ostale zakonodaje spremenila. Je? Še? Ja? Lahko sem še jaz. Če vas zdaj prav razumem, vas je vlada pozvala, da vi podajate svoje predloge. To smo naredili. To smo naredili. Kakšen je zdaj časovni tek, recimo? Ko bom Andrej, ker je v skupini, izvoli. Zdaj, vlada nas je pozvala, da smo podali v začetni fazi nekaj usmeritve. Mi smo to tudi storili
Časovni potek je pa takšen, to je, da naj bi znotraj delovne skupine se zadeve obravnavale po poglavjih, a ne, in na podlagi potem razprave bi potem vlada pripravila predlog členov, ki bi ga seveda strokovna skupina ponovno obravnavala. Seveda pričakujemo torej, da je vse odprto, dokler ni vse zaključeno. Ne? Se pravi, torej, da ne bo nekega pogojevanja ali pa kakoli z ustavnimi odločbami, tako kot je v primeru presoje referenduma. Ne? In upamo torej, da bo dialog, ne, znotraj skupine deloval, ampak ne na dopisni način. To, kar je bilo v primeru pokojninske zakonodaje, temveč tako, kot se tudi dialog znotraj skupine med socialnimi partnerji in vlado tudi mora vršiti.